Tako, ful mi je bilo zanimivo, ker vsi se spomnimo, kdo so bili te pametnjakoviči, te najbolj brihni sošolci, ki smo vsi nekako stavili, ok, he's gonna make it. In pa se zdaj vidiš po 10 letih, in pa valjda, kaj počneš, kako tvoj life zgleda pa to. In pa sem tudi tukaj nekako probal do nekih vzorcev priti pa jih razumeti. In bilo ful hecno, da tako dosti sošolcev, ki so bili odličnjaki in sem jih imel, pa jih še imam za ekstremno pametne, to ne nujno ima korelacijo z tem, koliko so danes uspešni. Ja, mislim, sej ni dvoma. Ne, ni dvoma v teoriji, čist drug feeling pa je, ko to vidiš v praksi z nekom, ki si full časa v lifeu, ki preživaš. Isto, kot dobiš nek na svet v knjigi, pa pol, ki ti narediš to, pa se ti to v lifeu zgodi. Pa si šel ti čez to izkušnjo. Tako ta nekakva taka razlika je bila zdaj, ko sem videl to na lastne oči. Na poti tja srečam enega sošolca iz osnovne šole, ki je bil, pa zdaj čist objektivno gledamo, verjetno najmanj uspešen sošolc v osnovni šoli. To meni po ocenah, po priljubljenosti, predvsem iz strani učiteljev, to meni med najslabši ali pa med najslabšimi. Tako res, takrat se ni zdelo, da je talentiran za karkoli, len, delo je skozi neke probleme. No in hodim tam čez Velenje in ga vidim, ki odpira svoj bar in se pogovarjava in vmes je postavil enega ful uspešnih ansamblov v Sloveniji, ki ima na YouTubeu par milijonov viewov vsak njihov video. Tako dejansko so ful popularni v Sloveniji. Jaz nisem, verjetno ne poznate, ker ne poslušate te muske, no, ampak ko sem ga ščekiral, je tip tako po nekem standardu ratu med najbolj uspešnimi v tem, kar počne, čeprav takrat noben ni stavil glih nanga. In v srednji šoli, če zdaj pogledam sošolce, je ful bolj vidno, da zmagali karierno so tisti, ki so street smart, ki se znajo znajti na ulici po domač rečeno. To je tako ful večja korelacija, kakor ocene, pa kdo je bil priden, pa kdo je bil poslušljiv, ubogljiv, pa tako naprej. To mi je bilo recimo ful zanimivo videti na lastne oči. Ja, jaz, kaj sem rekel, da ni dvoma, je zaradi tega, ker je jasno, kaj se v družbi dogaja, da se v bistvu nagrajujejo drugačni trejti, lastnosti, kot so se včasih. Vse to smo enkrat že govorili. Pridnost je bila včasih ful dobra lastnost, ki te je ful daleč pripeljala v lifeu. Danes je pa ta, ne vem, če bi jaz rekel street smart, ampak ta iznajdljivost, kar je v bistvu to, ampak gre lahko po moje v dve smeri, ta iznajdljivost, ali pa street smart. Lahko gre tudi full bad smer, ker ti v bistvu nimaš discipline. A veš, te, ki so recimo bili razbojniki v šolah, so verjetno prej čik skadili, prej so travo probali, prej so, ne vem, druge droge probali. In v bistvu je ta trade, ki si mal proti pravilom, mal se upiraš družbi. In to je tako zelo tanek let, bi jaz rekel. Ali si ful uspešen, ali pa greš v dno. Itak. No, meni je bilo predvsem dobro videti tega fanta, zato ker je nekako mi potrdil to upanje, ker tudi jaz nikoli nisem bil med najbolj pridnimi učenci, in mi je potrdil upanje, pa mogoče tako tudi upam, da da upanje komu ostalemu, ker ne blesti v šoli. In je cool videti, da tako, to nima veze potem, koliko uspešen si v life. Ni take povezave, da bi se mogel sikirati. Ampak mislim, da danes mladi velikrat slišijo to sporočilo. Manjkrat, kot smo ga mi. Večkrat, A veš, tako ful se daje to na pedestal. Mark Zuckerberg ni naredil Harvarda, Steve Jobs je drop out. Mi takrat jaz tega nisem toliko slišal. Bolj sem slišal, ti moraš šolo, če ne boš fucking, pa nočem zdaj nobenega poklica, ampak boš na građevini delo ali pa ne vem, boš nekaj težkega, fizičnega za malo denarja delo. Mislim, ultimativna kombinacija itak oboja. Nekdo, ki je čez šolo uspel zgraditi disciplino in hkrati ta nek street smartness. Ja, to je. Ja. To je the ultimate. To je tako, kot v igrci na začetku, ki bi si dal na štimu, bi si
vse napolnjeno. perfekt. Ja. Pa vse perfekt, glih v balansu, glih vse kul. No, Ampak ja. ena stvar, ki je ful zanimiva, je, da iz osnovne šole smo imeli par primerov. Moj best friend iz osnovne šole je na nek način bil tudi med, če ne najbolj problematičen, med najbolj problematičnimi v smislu, da je kadil, da je prvi ali pa drugi kadil cigarete, marihuano, že tako, mislim, takrat je bilo full hitter, ne vem, po 6. razredu, 7. full hitter. Osnovne. Ja, full hitter. Mislim, to se sklepam, da zdaj kdo posluša, pa si misli, okay, ja. Jaz sem že v 3. Ja, ampak takrat je, mislim, pa se je tudi zdaj verjetno to zelo hiter. Tako, ta prvi je bil, ker ni imel ure, kdaj mora biti doma in je tako pil, tako, kolikor je hotel, tako zelo hiter. No in tako, moji starši so zmeri imeli, zmeri sem čutil strah, ker je bil on moj best friend. Kaj, če bom jaz tudi padel tukaj not. In jaz sem zmeri verjel, da ta model je tako full bolj brihten, cool, nice, kot vsi ostali in da enkrat v lifeu se bo to poznala. Čeprav zdaj se ne pozna na ocenah, pa mislim, za Komiro je full, mislim, Komiro je konstantno na alkoholu full hitter, pa me je Pirse takrat full hitter, ker je bilo uved. No in full sem vesel, ker sem zdaj rekel, da ima od vseh, ki imajo redno službo v našem letniku, ima najboljši job. Tako, najboljša pozicija, najboljša firma in recimo iz mojega malega vzorca sploh ne vidim povezave med temi upodniki, ki so zelo hit delali probleme, pa delali stvari po svoje, pa tem, kje so danes. Ta moj pattern, ki ga vidim, je nekdo, ki ni v srednji šoli našel nekaj, ki ga je potegnal in potem vse, kar ga je potegnal, je alkohol ali pa ganča. Te upodniki, ki so pa sam najprej hoteli to testirati, so tudi doskrat ti, ki danes meni rečejo, ne kadim več, ker sem dal to čez, ne pijem več, ker sem dal to čez. Recimo, točno ta moj best friend, ne pije, ali pa skot, da ne pije, rekel je, da je ne vem po kolikih letih skadil joint, kar si nikoli ne bi mislil takrat v osnovni šoli. Sploh pa ne učitelji takrat, ker so ga imeli za satana, verjetno, ker je imel dolge lase, pirse in tako naprej. No to, prvo pa še ena stvar, ki sem ga opazil, čisto ne, recimo, če zdaj gledam moje generacijo v osnovni šoli, pa srednji šoli, nekateri izmed njih so iskali hiter zaslužek. A so to bile stave, a je to bil gambling, noben danes ni uspešen. Glih kontra, jaz mislim, da marsikdo izmed teh ni mogel niti zbrati 15 evrov za ta piknik, da bi prišel na reunion. To je recimo bil zelo jasen vzorec. Ni ful velik, verjetno ni znanstveno dovolj velik, ampak mi je potrdil, da... To bi lahko rekel, da je potrpežljivost, ne, da je nimajo. Recimo neka taka lastnost, da nisi sposoben se odreči danes nečemu, da boš imel več jutra, ne? Ampak hočeš vse instantno, hitreje. To pa, da ne štekaš osnovnega koncepta. Z uspehom je zmeri povezano, koliko velja si ti sposoben skreirati za ta svet. In teh nekih bližnjic s heko bom in zasluženiki keša skod nikoli ne dela. Če pa dela pa na zelo kratek rok.